Vsem lep majski pozdrav, tistim pred televizorji, tistim, ki nas spremljate preko spleta, novinarjem v Cankarjevem domu, tistim, ki ste prisotni v studiu RTV Slovenija. Danes ni gospe Nataše, nove kolegice se bodo oglasile, slišali boste nov glas, čas je, vzela si je dan prosto. Ampak rad bi začel z dejstvom, da imamo danes prvič manj kot 10 ljudi v COVID oddelkih naših bolnišnic. Ravno kar sem preverjal, kakšno je zadnje stanje. Danes se zapira COVID oddelek na Golniku in edino bolnico selijo v Ljubljano. Stvari se resnično zapirajo na najboljši možni način. 6 ljudi je bilo odpuščenih iz bolnišnic v včerajšnjem dnevu. Včerajšnjo novinarsko konferenco smo posvetili razmeram v šolah, ko se k pouku vračajo, ko so se k pouku vrnili tudi devetošolci. Veliko je bilo vprašanj in ugibanj, kako naprej, se bodo šole odprle tudi za ostale triade, se bo pouk vrnil nazaj v obliko pred epidemijo covida. Čeprav na panoju za mano še kar videti napis Ostani doma, je ta napis nekako že presežen, ker se vsi po naših najboljših močeh trudimo, da se ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov od doma odpravimo vsi. Ob primernem kompromisu tudi šolarji ostalih triad. Vsaj delno, če že ne v celoti. Kako šolanje od doma vpliva na učence in zakaj je za otroke tako pomembno, da šolski proces teče po ustaljenih tirnicah, nam bo pojasnil današnji gost, dr. Kristjan Lešnik Musek, psiholog, predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo Univerze na Primorskem. Namestnik predsednika strokovnega sveta, istočasno strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in predsednik komisije za otroke s posebnimi potrebami strokovnega sveta. To je za uvod. Gospod profesor, prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav. Zdaj, mene so povabili pravzaprav sem zato, da povem nekaj o tem, v kakšno šolo se zdajle vračajo otroci in se bodo vračali otroci. In glede na to, da je bilo kar nekaj govora v zadnjem času v medijih, oglašale so se naše stanovske organizacije, Zbornica kliničnih psihologov, Društvo psihologov Slovenije, tudi o tem, kakšne lahko pričakujemo dolgoročne psihološke posledice pri otrocih. Kar nekaj je bilo strahov, kar nekaj tesnobe so nekatere objave vzbudile, ki so primerjale vračanje v šole z vračanjem v zapora, ne, in se mi zdi pomembno malo o tem spregovoriti. Najprej bi pa želel mogoče en tak širši kontekst postaviti, da pravzaprav razumemo, v kakšnem okolju naši otroci živijo. V bistvu mednarodna organizacija Save the Children že vrsto let spremlja stanje na področju skrbi za otroke v različnih državah in ena od stvari, ki jih počnejo, je, da v svojem letnem poročilu vsako leto pripravijo eno lestvico držav, v katerih je za otroke res kakovostno poskrbljen, imajo odlične priložnosti za zdravo in seveda spodbudno okolje. In tiste, kjer ne. In leta 2017 pravzaprav smo prvič zasledili, da je na tej lestvici med državami, kjer imajo otroci dejansko najboljše pogoje za življenje, na prvem mestu Slovenija. Zraven so pa tiste države, s katerimi se običajno najrajš primerjamo ali pa jih imamo za nek svetilnik kakovosti življenja otrok, se pravi skandinavske države in Nizozemska. V letu 2018 smo na tej lestvici bili skupaj s Singapurom na prvem mestu, skandinavske države pa za nami, in leta 2019 ostajamo približno tam, se pravi Singapur pa Slovenija na prvih 2 mestih in potem skandinavske države. Toliko, da približno razumemo ta širši kontekst,
o čem se pogovarjamo. In morbit je eden od razlogov, zakaj se toliko ukvarjamo s tem vprašanjem, zdaj pa s temi skrbmi, tudi to, da smo vajeni res ene visoke skrbi za naše otroke. Nobenega razloga ni, da bi kdorkoli mislil, da bo za naše otroke v nadaljnjem obdobju kaj slabše poskrbljeno, in ravno šolski sistem je eden od tistih, ki zagotavlja to visoko kakovost njihovega življenja. Toliko v širšem okviru. Druga reč, ki sem jo želel pravzaprav povedati na začetku, je pa, včeraj sem se odpravil v eno šolo, kjer sem pravzaprav večkrat, moji otroci so tja hodili, tam sem kar precej povezan, pogledati, kako izgleda postkoronsko življenje šole. Nisem slikal jaz šole, ker enostavno vsakič, ko se znajdem pred šolo, je cel kup otrok, pa si ne morem privoščiti slikati. Pobral sem sliko nekoga drugega. Takole je šola izgledala pred epidemijo in tako šola izgleda po epidemiji. Otroci se vračajo v šole, ki so takšne šole, kot so bile prej, enaki ljudje, isti ljudje delajo v teh šolah, isti učitelji so, isti ravnatelji so, nekaj stvari seveda pa je spremenjenih, ampak jaz mislim, da je treba veliko bolj se pogovarjati o tem, kaj pravzaprav vse ostaja podobno in enako, in manj skrbi si delati okrog tega, kako bomo speljali tiste zadeve, ki so pa drugačne in se jim je treba v teh okoliščinah prilagoditi. Zdaj pa seveda psihološke posledice te epidemije z vidika otroka, spet se mi zdi, je treba postaviti tukaj en širok kontekst. Če pogledamo svet v zadnjih 10-20 letih, so vrstniki naših šolarjev v različnih okoljih, v različnih državah dejansko doživljali hude travmatske dogodke. Dogajali so se cunami, dogajali so se potresi, dogajale so se vojne, dogajal se je terorizem. V naši bližnji soseščini so mesec nazaj otroci hodili v šole oziroma bili doma v Bergamu. Tam so bile izredne razmere in to so bila res travmatska okolja, ki lahko pustijo otrokom ene resne psihološke posledice. Slovenskim otrokom se je zgodilo ne travmatski dogodek, zgodila se jim je preprosto ena velika sprememba navad, rutin in življenjskega sloga. Tako da brez skrbi velika večina slovenskih otrok bo to obdobje korone prestala brez kakršnih koli trajnih psiholoških posledic. Ostal jim bo spomin na te čase, ta spomin bo za nekatere mogoče nekoliko bolj grenek kot za druge, za tiste, ki so ostali brez valete, ki so ostali brez maturantskega plesa ali pa nekaterih drugih pomembnih reči v tem formativnem obdobju življenja, ampak pričakovati, da bodo pa otroci množično traumatizirani in katastrofične napovedi zapisovati, se mi pa zdi neproduktivno. S tem pravzaprav samo spodbujamo stres pri starših, stres in tesnobo pri samih otrocih. Moramo vedeti še nekaj. Otroci so lahko izjemno odporni, ko so soočeni s spremembami v življenju, in to velikokrat celo bolj kot starši. Zdaj govorim za večino. Manjši del otrok, tudi pri nas, bo lahko to epidemijo in dogodke v zvezi z njo doživel kot travmatski dogodek. To so predvsem tisti otroci, ki živijo v okoljih in družinah, kjer je bilo v času epidemije izrazito veliko tesnobe, stresa, panike in kjer so se vsak dan prebirale katastrofične pa apokaliptične napovedi. V okolju, kjer je ogromno stresa pa tesnobe, se ta stres pa tesnoba seveda prenaša na otroke. Druga skupina otrok, ki pa imajo že zdaj resne težave, so pa tisti otroci, ki so imeli v življenju težave že prej, otroci iz nekaterih disfunkcionalnih družin, otroci iz družin, kjer je bilo že prej prisotno nasilje in so pravzaprav imeli ti otroci šolo že v času pred epidemijo kot ene vrste zatočišče, kjer so pravzaprav našli tudi svoj mir, svoje varno in spodbudno okolje. Tako da tukaj pa seveda je treba reči, da imamo tudi mehanizme v tej državi in je treba dejansko poskrbeti za to, da se ti otroci prepoznajo, da se jim nudi podpora, da se jim nudi pomoč, in tukaj je že v tem času med epidemijo Zbornica kliničnih psihologov in Društvo psihologov Slovenije kar nekaj naredili v to smer in nobenega dvoma ni, da se bo še naprej delali. Kaj kažejo podatki tudi za druge raziskave v tem času, ko so bili otroci doma? Prej omenjena organizacija Save the Children je približno na 6 tisoč otrokih v ZDA, Veliki Britaniji, Nemčiji, Finskem, Švedskem
zvedla raziskavo med 6000 otroci in starši. Izkazalo se je, da približno četrtina otrok v času COVID ukrepov občuti tesnobo, približno 2/3 otrok doživlja pa občutke dolg časa osamljenosti. Potem so pa tukaj še nekatere specifične reči v posameznih državah, mogoče zanimive, recimo Finska, ki jo imamo ves čas kot nek svetilnik kakovostnega izobraževanja. Tam izjemno veliko otrok v času šolanja nadaljavo, več kot polovica recimo poroča o izčrpanosti, o kateri poročajo tudi nekateri naši otroci. Na drugi strani pa nemške otroke pa najbolj skrbi, a bodo lahko uspešno končali šolsko leto. Zdaj, kolegi pri nas na fakulteti so eno analizo naredili tudi pri nas v Sloveniji. Izkazalo se pri nas predvsem, da imajo nekaj težav otroci v povezavi z socialno izolacijo in občutki osamljenosti. Skratka, nekateri otroci dejansko imajo težave v času COVID ukrepov in velika večina teh težav bo s časoma ali pa zelo hitro, ko se bodo stvari normalizirale, izvenela. Nekateri, manjšina, bodo porabili naprej strokovno podporo in pomoč. Koliko hitro bodo posledice izvenele in koliko bo te tesnobe, je pa v veliki meri odvisno od tega, koliko časa bodo ukrepi pač še trajali, koliko časa bodo še potrebni in kdaj se bodo začeli vračati v tisto njihovo najbolj običajno okolje. Vsi, ki se ukvarjamo s šolstvom, vemo, da bo za otroke velika razlika, če se bodo septembra po pol leta odsotnosti vrnili v šolo ali pa če bodo v tem zdaj kratkem času, vsaj za nekaj časa se vrnili, da se lahko vzpostavi tista struktura in tista rutina, ki jo seveda otroci potrebujejo.